Čestitam, evo ga, odprli ste svoj kriptomat račun, podobno kot naprimer odpirate račun na banki, kjer se morate identificirati. Enako tudi na kriptomatu morate dati osebni dokument, da lahko verificirate svoj račun in varno uporabljate platformo. Zdaj, večina ljudi, ko verificira svoj račun, prvo investicijo naredijo Bitcoin. Zdaj, jaz vam bom v tem videu pokazal, kako se kupi Bitcoin. Najbolj, da se zdaj kar lotimo in vam pokažem, kako bom točno to naredil. Pritisnil bom na desni zgornji kot, kjer je iskalnik in vtipkam Bitcoin oziroma BTC. Pritisnem na Bitcoin, potem se odpre Bitcoin stran in na tej strani imam različne podatke, od tega, koliko imam Bitcoina, do tržnih podatkov in ostalih zadev. Tokrat želim kupiti Bitcoin, zato bom pritisnil kupi in vtipkam recimo 25, 50, 500 ali pa tokrat bom kupil za 100 evrov Bitcoina. Plačal pa bom z kreditno kartico. Tukaj še nimam kreditne kartice, zato bom dodal novo kreditno kartico. Pritisnem na predogled transakcije in na predogledu transakcije vidim vse detalje. Od cen do provizij in tako dalje. Na dnu tega pogleda pritisnem na gumb vnesite podatke o kreditni kartici. In zdaj bom vnesel svojo kreditno kartico. Tukaj na vrhu poskrbite, da kjer piše imetnik kartice, piše vaše ime, tako kot je na vaši kartici. Tukaj spodaj bom sedaj vpisal svojo kreditno kartico. Vpišem CVV kodo, ta se ponavadi nahaja na drugi strani, na zadnji strani kartice in pa mesec ter leto veljavnosti. To kartico želim shraniti za prihodnjo uporabo, zaradi tega bom obkljukal to kljukico. In sedaj pritisnem plačaj. Zahtevek za nakup Bitcoina v vrednosti 100 evrov je uspešno oddan. Zdaj jaz lahko ta ekran zaprem ali pa pogledam tole transakcijo. Če pritisnem pogled transakcijo, vidim, da je ta transakcija trenutno še v obdelavi, da gre za plačilo za kreditno kartico in kot tudi zdaj vidim, se je nakup uspešno izvršil in status te transakcije se je spremenil na uspešno. Od te točke dalje lahko v svoji Bitcoin denarnici pogledam točno, koliko imam Bitcoina in po možnosti ga zdaj lahko prodam, držim, dokupim ali pa morda naštimam ponavljajoči nakup, če želim investirati mesečno. Ampak to je že tema za drug video. V nadaljevanju pa vas bomo naučili in pokazali, kako se naredi konkreten portfolio, kako se naredi naložbo, ki je pisana vam na kožo, vaši osebnosti, vašim zmožnostim, vašem finančnem stanju. Hvala za pozornost in se vidimo kmalu.